Dober dan, pozdravljeni, dr. Žigar Malek na našem dogodku. Jaz bi vas pa mogoče vprašala glede vašega pogleda na samo dogajanje v svetu in glede ne samo prehranske varnosti, ampak tudi izpolnjevanja ciljev trajnostnega razvoja. Ja, mene po eni strani me veseli, da se o tem toliko več govori, kakor nam je bilo še ne tako dolgo nazaj vseeno, kakšno hrano smo jedli, samo da je cenejša, nam je sedaj poleg cene seveda tudi pomembna kakovost in pa tudi kakšen vpliv ima ta hrana na ne samo naše zdravje, ampak tudi zdravje okolja, okoli nas, pa tudi drugih koncih sveta. To je zdaj jasno vidno ne samo iz znanstvenih raziskav, ampak tudi iz recimo vsaj Evropske unije, če pogledamo, kar si res prizadeva, da bi zmanjšala svoj vpliv. Tako da po eni strani me veseli, da se tega zavedamo, po drugi strani me pa še zmeraj malo žalosti, ker pogosto ostajajo vsi ti ukrepi, morda ne ravno prazne besede, ampak bolj na deklarativni ravni, ker ko je treba dejansko nekaj narediti, da bi pa se ta naš vpliv zmanjšal, pa sprejeti najboljše rešitve ali pa načine pridelave hrane, če govorijo o hrani, no sicer je pa isto za kako se prevažamo na okolji, v kakšnih objektih živimo in tako naprej, še vedno izbiramo neke najbolj potratne, nekako najbolj za okolje uničujoče, tudi naše zdravje, slabe rešitve, morda pa kratkoročno dobre za naše denarnice in pa naše udobje. In to me malo moti, da včasih smo imeli neki izgovor, da pa se ne vemo, da naša prehrana ima tako vpliv na ekosisteme, pa se ne vemo, da imajo naši avtomobili tako vpliv, pa tako naprej. Danes pa vemo, pa rečemo, težko je spremeniti, pa kakšna je alternativa, pa druga rešitev ima tudi to, pa ne, in nekako nismo še tam, no, ker nekako smo dosegli to stopnico, da vemo več, smo čedalje bolj informirani, imamo pa žal čedalje več ljudi, ki jim je kljub temu vseeno, ali pa ljudje, ki vseeno rečejo, naj se drugi spremenijo, ali pa naj se Kitajci, ali pa Američani, ali pa kdorkoli, zakaj bi se zdaj ravno mi, Evropejci, ali pa Slovenci, ker nas je tako malo, ker nočemo iz te cone udobja. In to me malo moti, ker vidimo, da in ta današnji dogodek je lepo pokazal, da je veliko ljudi na svetu, ki ne morejo govoriti niti v najmanjšem udobju, ampak se gre samo za preživetje in za zadovoljevanje osnovnih potreb, mi se pa nismo pripravljeni odreči malemu udobju, tudi to pomeni, da se nam vse vrača 10-kratno, 20-kratno. Posledice naših dejanj, kot smo videli lanske poplave v Sloveniji, letošnje v Franciji, Italiji, Avstriji, Češki, Poljski, kažejo točno to, da desetletja udobja, mogoče prevelikega, vodijo v tudi izgubo vsega osnovnega za nas same. In mislim, da je to zavedanje, kot sem rekel, v en stran dobro, po drugi pa malo žalostno, da navkljub temu vsemu še kar vse poteka tako počasi oziroma prelagamo odločitve na pleča naših otrok. Ne oni se s tem ukvarjajo, ne oni še s tem rešujejo, ker očitno še vse to ni dosti hudo, da bi nas premaknilo. Nekje sem slišala, da mogoče zaradi tega, ker smo ljudje bitja, ki ne živimo prav dolgo. In tistih 20 let, ko bomo še preživeli, od 50. leta dalje, ne bomo več tako aktivni, ne bomo več tako pri močeh in bi želeli ta leta preživeti nekako v miru in se ne ukvarjati z resnimi temami. In zato pravimo, mi smo svoje naredili, naj se drugi ukvarjajo, mi bi radi zdaj živeli s tem. Kako vi komentirate to? Lahko komentiram samo tako, jaz se štejem še k neki mlajši generaciji, da nisem še toliko star. Ampak se mi zdi, da to govorijo po večini ljudje, ki so nekako želi sadove, bi rekel, najzrele sadove ali pa neko največje udobje, so pa tudi za sabo pustili največjo svinerijo. Ne nujno po lastni krivdi, pač taka je bila vsesplošna paradigma, vsi se želejo neko rast pa boljšo blaginjo in tako naprej, ampak se mi pa ne zdi prav, da zdaj pa se reče, ne vem, naj se s tem ukvarjajo drugi, mene se to ne tiče, ali pa nisem jaz kriv s svojim velikim avtom, pa s svojim zrezkom vsak dan, pa tako naprej. In to se mi zdi malo tako, ker ravno ti ljudje, ki so najbolj odgovorni za tako stanje, kot je danes, in to so ljudje, recimo globalnega severa, zahoda, tako naprej, in delno se Slovenija tudi sem prišteva, določen del te pretekle zgodovine se nismo, oziroma nismo živeli v taki blaginji, ampak ravno mi se nekako tega najbolj oklepamo, pa govorimo o tem, da je to neka zelena ideologija in tako naprej, če tudi se meni zdi ravno nasprotno, da ideologija je ravno to, da imaš podatke, pa imaš ukrepe, ampak ukrepaš ravno drugačno, zato ker želiš kar živeti v udobju. In če ljudje tako mislijo, da se, ne vem, zakaj bi se matali vseh 20 let, zakaj potem pa še se odločajo, zakaj želijo se odločati, ne vem, glasovati, oblikovati politike, ne bi pa sprejemali odgovornosti, ker se bo to tako poznalo vse čez 20-30 let. Je pa jasno, da ni čisto tako, da so posledice naših dejanj, danes smo slišali večinoma vidne recimo na globalnem jugu, podsaharni Afriki, zdaj pa tudi tepejo nas. In
če dalje bolj pogosti in če dalje bolj ekstremni, agresivni dogodki, če dalje večja škoda, njihov način energentov in hrane kažejo, da je ta desetletja so bila nekako plutijo v napačno smer. Torej, če prav razumem, ljudje, ki dejansko se zdaj s tem ne bi ukvarjali in pravijo, ja, to ni več moja odgovornost, s tem ne se ukvarjajo drugi, bi bilo smiselno, da odstopijo svojih položajev in tudi odgovornost in odločanje preložijo na druge. Ja, ne mogoče ne tako radikalno, ne, ampak nekako v tem smislu. Ne, vidimo, da imamo danes odločevalce v Sloveniji, Evropski uniji, tudi praktično vseh državah sveta, ki nočejo narediti tega preskoka naprej. Hočejo, da ostanemo pri nekih tehnologijah iz 19. stoletja, ali je to energetika, ali je to kmetijstvo, ali je to prevoz. Tukaj mislim, tudi ta misel, ne samo tehnologija 19. stoletja, ampak ta miselnost, ne. Samo proizvodna, pa okolje je naše, da ga oblikujemo, pa če ga osnažujemo, to samo neka eksternalija, kar bo že kdo nekdo drug poravnal, ne mi. In to se mi zdi odgovornost. Meni se zdi, da bi ravno od odločevalcev pričakujemo neko najvišjo stopnjo odgovornosti, ker oni so ti, ki imajo škarje in platno. Tu ne govorimo o županov, ki imajo 5 let neko vpliv, ampak tukaj dejansko odločitve danes se bodo posledice morda šele čez 30-40 let. In meni se zdi to zelo odgovorno, da se bodo takrat o tem pogovarjali. In pa enostavno se mi zdi zanimivo, ne pogovarjamo se vedno od zdravstva pa pokojnine, nekako moramo danes sprejeti, da bodo imele generacije čez 30 let pokojnine, malo pa, ko pa govorimo o nekem zelenem prehodu, pa rečejo, ja, ampak bomo imeli danes dražji bencin, pa danes dražje energente, pa danes dražjo hrano. Dejansko čez 30-40 let bo še huje, a ne? Če danes ne naredimo potrebnih sprememb. To niso nujno rezi, to ni nujno neka odrast, še zmeraj lahko veliko udobje, ne pomeni pa to več udobja na račun drugih, bi jaz rekel. Pred časom smo imeli v Portorožu eno okroglo mizo, kjer se je pojavil izraz odpustki ponovno, in sicer odpustki za trajnost, trajnostni odpustki. In to so tudi ne samo starejše generacije, temveč tudi mlajše generacije, ki so pripravljene plačati, zato da se ne bi s tem ukvarjali enostavno. Zdaj, ti odpustki delujejo samo v nekem idealnem svetu, ne? Zdaj, da bi saj delovali, pa da bi rekel prav, kdor onesnažuje, naj plača več. Zdaj, lep primer so recimo avtomobili, tudi če mi uvedemo, postajajo čedalje večji, težji, in tudi če mi uvedemo recimo več davkov, ali pa da imajo taki dražji bencin, ali pa dražji vstop v mesto, pa ne vem kaj, do določene mere bi to mogoče rešili, ampak ne bi pa rešili celega kupa problemov, ki jih to povzroča. Še vedno bi hrup, še vedno ogrožena varnost naših otrok, starejših, ki tak avto lahko zbije in tako naprej. Tako da ti odpustki nikoli ne bodo rešili celega problema. Po drugi strani, jaz sem delal do lani v Amsterdamu, so se veliko ukvarjali z odpustki povezanih z podnebjem, se pravi z raznimi te kuponi, ampak ne v smislu, kuponi v smislu, da se zavaruje nek gozd, pa se kupi neko zemljo na globalnem jugu, se posadi evkalipt, ta zraste, črpa ogljik in s tem si ti izravnan in lahko mirno letiš, lahko mirno voziš avto, lahko mirno kupiš majico in jo zavrž naslednji mesec. No, izkazalo se je, da je 90% koliko teh odpustkov tako lažnih ali ne dosegajo svojega učinka ali temeljijo na nekih predpostavkah, ki niso res. Se pravi, tudi ljudje, ki so v udobni veri to naredili, pa so rekli, ja, jaz se nočem s tem ukvarjati, dajte mi nek odpustek, ne? Se je izkazalo, da to ni res. In se pravi, to bil v bistvu nateg, po domače rečeno, ne? Ja, je pa to še vseeno ni to odgovornost. Kaj, če bi mi to prenesli nekam drugam, da ljudje lahko vozijo hitro, no, pa samo plačajo kazen, kar se v bistvu dogaja, ali pa da bi se lahko kradlo, pa plačajo nek odpustek in grejo ven in tako naprej. Naša družba ne more temeljiti na odpustkih, ampak mora temeljiti na neki odgovornosti, skrbi drug za drugega in to tudi pomeni skrb za okolje. Najlepše hvala za tale pogovor. Hvala.